Besedo ekoremediacije ne slišimo prav pogosto in zato je povsem razumljivo, da je marsikomu neznana. Če pa dodamo, da so najbolj značilen primer ekoremediacije rastlinske čistilne naprave, potem ta strokovni termin vendarle ni več popolna neznanka, saj so principi delovanja rastlinske čistilne naprave dokaj preprosti ter tako razumljivi vsakomur. A poleg mnogih rastlinskih vrst, ki se jih uporablja v ekoremediacijah zaradi njihove sposobnosti črpanja, presnavljanja ali deponiranja onesnažil v tleh, poznamo tudi še nekatere druge, manj običajne, a zelo učinkovite postopke ekoremediacij. Eden od teh postopkov je ekološka sanacija onesnaženih voda s pomočjo mikroorganizmov in glinenih kroglic. Kaj je bistvo tega postopka in kako sploh pripravimo glinene kroglice, nam je predstavila strokovnjakinja za to področje, dr. Tanja Bagar. Danes bomo pripravili glinene kroglice, ki jim angleško rečemo AM mud balls. Te so zelo preproste za pripraviti, rabimo 3 sestavine, pa malo pridnih rok. Rabimo v bistvu glino. Najbolje je, da glino kar nekje v naravi, čim bližje lokalno izkopamo. Glina je lahko rdeča, rjava, lahko je siva glina, ni pomembno. Tukaj v bistvu glina nosi eno takšno vlogo vezivnega materiala, pa materiala, ki je rahlo manj vodotopen. Potem rabimo bokashi. Bokashi je sestavljen iz otrobov, ki so fermentirani, prav tako z združbo mikroorganizmov in so po eni strani imajo nekaj torej strukturnega materiala v obliki otrobov, pa že so sami mikrobno precej bogati. In potem imamo še tekočino. Ta tekočina pa je sestavljena iz precej kompleksne združbe mikroorganizmov. Preko 80 različnih, bi rekli, mikrobnih vrst je tukaj notri. S tem, da naj takoj povem, da so vsi ti mikrobi genetsko nespremenjeni, nemodificirani, to so vsi v bistvu izolati mikrobnih združb iz najbolj čistih naravnih okolij, ki jih pač na našem planetu še poznamo. In zato so tudi to ni ena mikrobna vrsta, ampak jih je ogromno in so metabolno zelo fleksibilne in zato lahko razgrajujejo razno onesnaževala od preveč organske snovi, kako velikokrat imamo v domačih ribnikih pa jezerih, do tega, da lahko razgrajujejo fosfate, nitrate, ki se velikokrat pojavljajo v rekah, ki so ob ne industrijskih, ampak kmetijskih površinah. Tako da zato zbiramo takšne mikrobe, ki so čim bolj metabolno fleksibilni, ki tako po domače lahko pojejo čim več paskarij, ki jih pač človek vnaša v okolje. In zdaj iz teh 3 sestavin mi pripravimo te kroglice in sicer tako, da damo približno enako količino, tako po volumnu gline. Recimo dodamo 2 merici, pa 2 merici bokashija. In potem enostavno dodajamo toliko tekočine, da imamo takšno maso, iz katere lahko oblikujemo kroglice. To bo sigurno 1 ali 2 merici, recimo. In potem enostavno gnetemo tako kruh. Večje kose gline probamo čim bolj enakomerno, bi rekli, razmesiti. Če najdemo kakšen kamenček, ga odstranimo. Če vidimo, da imamo presuho, dodamo še malo tekočine. Če vidimo, da je premehko, dodamo še malo bokashija, ker ta bolje vpija vlago, kot recimo glina.
malo. Zdaj pa smo že pri približno takšni konsistenci, iz kakšne se lepo delajo kroglice. Tako. In pač kroglica mora biti takšna, ki se lepo sprime, da je pač čvrsta. Moramo si predstavljati, da to potem seveda mi apliciramo v vodo, ne, in pride na rečno dno in mora biti dovolj čvrsta, da se takoj ne raztopi. V bistvu ideja tega je, da ko mi te kroglice damo, ne vem, v rečno dno ali mi jih bomo aplicirali v ta ribnik za nami, da se te mikrobi imajo priložnost počasi sproščati iz te glinene kroglice in sproti razgrajevati karkoli je pač v okolju, kar je viška. Recimo v tem ribniku velikokrat opažamo, da ko je zelo vroče, se seveda zmanjša količina raztopljenega kisika in zato, ker je to naravni ribnik, ker je kar neka mulja, je ponavadi viška organske snovi in recimo to te mikrobi zelo uspešno razgrajujejo. Tako da recimo v tem ribniku, ko je vroče, apliciramo nekaj teh glinenih kroglic, ponavadi izračunamo, da jih je nekako na višku, takrat, ko imamo največ česa za razgrajevati, da je približno 1 kroglica na kvadratni meter dna in tako jih potem namečemo notri in one opravijo pač svoje delo in je voda neprimerno bolj čista in vitalna. Glinene kroglice so torej zelo poceni, a hkrati zelo učinkovite v boju zoper ekološko čezmerno obremenjene potoke, reke, jezera in ribnike. Postopek priprave teh kroglic je tako enostaven, da se ga lahko pod strokovnim vodstvom lotijo tudi osnovnošolci in prav to je bila tudi ena od aktivnosti, ki se je odvila v času trajanja projekta ekoremediacije okoli nas.